Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovorniki odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat z menoj Meljkovic, novopečeni duhovnik iz Koprske nadškofije. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem. 26 let ste stari, zelo mladi, pa že duhovnik. To je verjetno neko tako vprašanje, ki ga velikokrat slišite, pa ste se že navadili odgovarjati nanj, pa vas prosim, da še nam poveste, kako to, da ste se odločili za tak poklic. Jaz včasih malo pohecam, da Bog najboljše vzame zase, ne. To je seveda šala. Torej, to je, ko Bog pokliče, se temu ne moreš upreti, ne. Zlasti, ker nas pozna in pritisne potem na tiste prave tipke. In tudi pri meni je bilo tako, ne. Sem v sebi začutil ta božji klic in sem mu odgovoril in me je pač njegov prst vodil v bogoslovje, v semenišče in sem potem postal duhovnik. In sem zelo vesel, da je temu tako. Kaj pa je to božji klic? Kako se to občuti? Saj to ni zdaj, da bi Bog prišel in potrkal na tvoja vrata, ne. To je bolj v tebi, pojavi se ti vprašanje, vsaj meni se je tako, seveda smo različni, tudi duhovniki med sabo in so različni te klici, ne, kako jih doživimo. Pri meni je bilo tako, da se mi je konec osnovne šole pojavilo eno zelo preprosto vprašanje, kaj pa če bil ti duhovnik. In sem seveda z vsemi 4 se tega otepal in tudi prva 2 leta srednje šole sem se tega uspešno otepal, pa ni šlo več, ne, ker sem naredil malo, tako sem razmislil za nazaj, ko se je fajn srednja šola, ampak kaj je to, kar bom jaz v življenju delal, ne, se mi ni zdelo, da bi lahko tam vse svoje talente dal na razpolago in jih razvil. No in potem sem nekako spet mi je prišlo to, kaj pa če je bil duhovnik in sem začel malo bolj resno o tem razmišljati in potem v molitvi nekako prišel do sklepa, da pa verjetno bi bilo to. In sem to povedal takratnemu domačemu župniku, ki je bil zelo vesel in me je podprl in potem je šlo. Pač sem srednjo šolo v bistvu delal samo z namenom, da jo končam in da potem se vpišem na teološko fakulteto in semenišče. Ampak kaj pa so v bistvu nalogi duhovnika, ki so vas klicale? Kaj je to, tisto, kar ste videli, ti talenti, ki ste jih omenili? Torej, najbolj po mojem, vseh nas najbolj privlači tudi, da bomo maševali, spovedovali, delili zakramente, da bomo tam z ljudmi, ne. Potem pa tudi talenti, ki jih imam jaz osebno, ne, seveda ima vsak drugačne. Jaz znam zelo govoriti dobro, ne, tako nagovoriti ljudi. In sem pač videl, da lahko ta talent najboljše izkoristim tudi tako, da postanem duhovnik in da ljudi vodim v Bogu, ne. Tudi malo svojo karizmo, svojim jezikom pod navednicami, ne, in pač ta talent skoristiš v polnosti, ne. V bistvu ta trgovski talent, ki ga imamo doma, zdaj uporabljam zato, da prodajam pod navednicami to upanje, ne, ki ga naš Bog ponuja, ki ga krščanstvo ponuja, ki ga ima cerkev v rokah zato, da ga deli ljudem. Dobro, od tega se bo še vrnila, kaj je danes Bog, ampak morda ste rekli, ta trgovski talent, vaš oče je bil podjetnik. Ja, še vedno, ja. Aha. Torej, ja, sem z podjetniške družine, se vsi ukvarjajo s tem že več generacij nazaj in je bilo potem kar malo presenečenje, no, tata je mislil, da bom jaz tudi nadaljeval to pot, kar je normalno, sem najstarejši sin, ne, in me je nekako pripravljal na to. In potem je bil pik žalosten, no, tako da ne bom prevzel podjetja in peljal te stvari naprej, ampak imam še brata za sabo, ki bo tu več kot uspešno peljal, ne, in se je tudi tata potolažil. Ja pa to, veste, če si od majhnega vzhajan s tem, da je treba prodajati in tako imaš drugače, ne, sem delal v trgovini in imaš stik z ljudmi in drugače potem vidiš, ne, drugače zaznaš potrebe ljudi, kaj rabijo, kako reči, ne, da sprejmejo to tvoje sporočilo. Navadiš se delati z ljudmi. Ja, rabiš biti malo psihologa, verjetno, da si lahko dober prodajalec ali pa tudi dober duhovnik. Seveda, absolutno, moraš videti, ne, zdaj nekomu prideš z malo bolj oštro ali pa neposredno besedo, nekomu prideš tako, da malo po ovinkih in bolj nežno, ne, smo različni in to je treba upoštevati, ne, v bilo kakšnem delu, zlasti v duhovniškem oziroma takem, kjer imaš neposreden stik z ljudmi. Pa se veliko ljudi tako obrača na duhovnika za neko psihološko pomoč? Zdaj za psihološko pomoč bi jaz težko rekel. Mislim pa, da pridejo, in tu sem že zaznal, pa sem samo par mesecev duhovnik, ne, od junija, zdaj smo pa decembra. Dosti ljudi v enem trenutku življenja ugotovi, da pač preprosto to
to, kar je, ko bi rekel, to posvetno ali pa zemeljsko ali pa duševno, psihološko ne zadostuje, da je potrebno še kaj duhovnega zraven. Ne. In potem, ko pridejo v spovedi, ki se odprejo tudi po več letih, ko povejo stvari, ne, ki so jih zadrževali v sebi, ko tu zlijejo pravzaprav pred tebe in na nek način pred Boga, jim je lažje. Ne. In vidim, da pač ljudje predvsem danes rabijo nekoga, da jih posluša, da jih sliši tam, kjer so, ne, in ne, da jih tam obsojaš ali karkoli, ampak da jim ponudiš eno tolažilno besedo, eno besedo upanja. Ne. Tudi to zaznavam, tako kot ljudje prihajajo v spovedi. Ne. Zlasti to, da se jih potolaži, da se jim pove, da niso sami, da jih Bog ljubi, da mu je mar za njih, ne, in da smo tle tudi mi, ki nam je mar za njih, ne, in koliko pomeni ljudem, ki reče, ne, se bom molil za vas, pa res potem se zvečer spomnim na vse te ljudi in zmolim za njih, ne, in tudi pri maši se jih spominjam, ker mislim, naloga nas duhovnikov je, da vse to prinašamo na oltar pred Gospoda in darujemo naprej. Gre v bistvu danes v cerkvi, ko hodimo za neke oblike, to vprašanje se mi vedno poraja, neke oblike sodobne duhovnosti, ki bi lahko primerjali, ne vem, z meditacijo, z morda, ne vem, mantrami, sta to konkurenčni panogi? Ne bi rekel, da sta konkurenčni, krščanska meditacija vseeno nekaj malo drugačnega. Ne? Torej, mi poznamo tudi ta pojem meditacije, zlasti meditacija o Božji besedi, o Božjem vencu ali karkoli, to je molitev. S tem, da pri teh meditacijah, mantrah ali karkoli človek išče umiritev samega sebe. Pri krščanski molitvi pa išče odnos s presežnim, odnos z Bogom. In je potem tudi tisto, kar daje temu tudi dodano vrednost, ne? Ker išče svojo resničnost v tem, kar kristjani smatramo za resnico, v Kristusu. Ne? Samo v bistvu človek je najbolj človek, če se zazre v Kristusa in si pač prizna, da je njegova podoba in od njega neskončno ljubljen. Ne? Tako da ena podobnost je gotovo, ker tudi ta naša molitev te umiri, ampak ne bi rekel, da gre za isto stvar. Ne? Ker vseeno, tam tiste mantra in to tako rečeno, iščeš neko pomiritev, ne? Medtem ko pri nas iščeš pa odnos in to je nekaj bistveno drugačnega potem, bistveno drugačnega. In dosti ljudi potem se mi zdi v tem mantra in take stvari v današnjem času malček nevarno tudi, ne? Ker živimo v zelo individualistični družbi, kjer vsak gleda nase. Jaz to dosti krat pri pridihah povem, saj se malo hrdu zveni, morda ni za v cerkev, ne? Ampak ni bistveno v našem življenju, da imamo našo ta zadnjo na mehkem. Je kaj drugega bolj važno. Ne? Važno je tudi, da smo mi srečni in da so drugi okrog nas srečni. Ko si lahko ti srečen, če imaš okrog sebe ljudi, ki trpijo, ne? Ne moreš biti, po mojem. Ne, in gledanje nase v tem smislu nekih mantr in tega in kako bo meni fajn, dosti krat potem pozabiš tudi na druge. Medtem ko če v krščanstvu je pa tako, da vedno daješ druge tudi pred sebe, ne? Ker končno je tudi Kristus dal druge pred sebe, ne? Ki je umrl za nas na križu. Morda ste se s tem zdaj že približali odgovoru mojemu naslednjemu vprašanju in namreč, kaj je to iskanje presežnega v Bogu, ker se sliši zelo abstraktno to danes. To je iskanje, človek išče neko resnico o sebi. Ne? Naša resnica je, da smo od Boga ljubljeni, da smo od Boga zaželjeni, da si Bog nas želi točno tako, kako smo in nič drugačne. In potem, ko prideš do tega, ko sprejmeš to dejstvo ljubljenosti, potem je dosti lažje vse. Ne? In iskanje presežnega v Bogu, iščeš resnico o sebi, o svetu, v katerem živiš, ne? To je iskanje presežnega v Bogu, iskanje nekega smisla. Kdo sem? Božja podoba sem in zato sem neskončno ljubljen, neskončno vreden. Ne? Moja vrednost se ne da izmeriti, zato ker sem Božja podoba. Če bi to razumeli, se mi zdi, da bi ljudje tudi lažje razumeli, kaj hoče cerkev povedati. Ne? S tem, ko se, to, kar smatramo za neke ideološke teme, splav evtanazija in tako dalje, ne? Bi razumeli, kaj hoče cerkev od zadju povedati. Nimaš vrednosti, noben ti ne more odmeriti. Ker si Božja podoba, si Kristusova podoba, ker si po njegovi podobi ustvarjen in potem zaradi tega je tudi tvoja vrednost neskončna, ker Bogu pač ne moreš izmeriti vrednosti. Ne? In v Bogu dobiš nek smisel, tvoje življenje dobi smisel. Vse, kar delaš, dobi smisel. Kljub vsem grehom, ki jih človek... Lejte, grehi, ne, malo nas učijo pa tudi ponižnosti. Zato, ker ko padeš v greh in če si to priznaš tudi, da si majhen, da ne moreš vsega sam. In potem, ko prineseš to k spovedi in ko položiš pred Boga, pač preprosto priznaš, le Gospod, ne morem sam, moraš mi malo pomagati.
Rabim malo tvoje milosti in tvoje pomoči, da bom šel naprej, da mi bo uspelo nekako to moje življenje nadaljevati na nek boljši način. Ma bistveno je, da človek ne obupa, ne? Ker dosti krat se nam zgodi, probaš enkrat, probaš dvakrat, probaš trikrat in potem kar vržemo puško v koruzo in se s tem ne bomo več ukvarjali. Ne? Ma ni tako. So pač kakšne stvari, ki so toliko del naše narave ali pa karakterja ali pa česarkoli, da jih ne moreš ti čez noč spremeniti. Že mladega človeka boš težko spreminjal, kaj še repole, ko si starejši. Ne? In so kakšne stvari, s katerimi se človek bori celo življenje. Ma važno, da ne obupa v tem boju, ne? Ker če obupaš, potem gre samo še na slabši. Ne? Medtem ko če se pa malo boriš in tako si prizadevaš, da nekih stvari, ki vidiš, da škodijo tebi in škodijo drugim, ne bi delal, potem ti je pa lažje, ne? Ker mislim, tudi malo bolj močen si in pohumen, ne? In veš, da sej sem ga malo pofočkal, ampak bom zmogel, ne, se bom trudil in imaš nekaj v sebi, ki te potem vleče naprej. Ne. Važno je, da ne obupaš, to je bistveno. Ja, to drži, ampak tako se zdi, včasih slišimo kritiko, da cerkev ravno z v bistvu spovedjo in dajanjem odpustkov opere vest in potem brez, da bi se res notranje uzrl in spremenil sam sebe, srečaš, saj Bog mi bo že odpustil in greš naprej po isti poti. Ne, se ni samo, Bog ti bo itak odpustil, veste, ampak posledice greha so tiste, ki pa ostanejo, ne. Ti posledic greha ne Bog zabriše za tabo. Ti, če nekaj narediš narobe, ne vem, da si koga okradil, sej Bog ti bo odpustil, ampak tista posledica ostane, tisto je pa potem na tebi, da popraviš. Da pač spremeniš to, da poskušaš popraviti to, kar si naredil narobe. Ne? Ni to avtomatika nekih odpustkov, ne? In zdaj bomo dali odvezo in bo vse v redu. Ja, ne gre to tako. Tako se včasih bere. Včasih se tako bere, ampak to je napačno razumevanje zakramenta spovedi. Ne funkcionira to tako. Treba se je pa potem tudi malo potruditi, ne? Za to, da se ti izboljšaš in da popravi stvari, ki si jih delal narobe. Jaz to tudi povem, ne? Ljudem, ki pridejo v spovedi za kakšna taka stvar, trud se popraviti stvari, ki si jih naredil narobe, ne? Ne funkcionira to tako, da zdaj Bog odpusti in zdaj kar ni več. Ja, ne? Posledica ostane, ne? Kako gledate na dejstvo, dejali ste v intervjuju za RTV, da živimo v zelo nemirnih časih. Kaj ste mislili s tem? V nemirnih časih v smislu, da ne vemo točno, ne, kako stvari stojijo. Geopolitično ali... Ne, s politiko se ne ukvarjam. Mislim, čisto tako, na človeški ravni, ne, imamo generacije ljudi, ki so zmedene, ne, ki iščejo v tem svetu nek smisel in ga ne morejo dobiti, ker ga ni, ne. Veste, mislim, jaz se tako tudi, ko gledam mlade, ne, to so iskalci, oni iščejo neko trdnost, neko stabilnost v tem svetu, kjer je vse fluidno, ne, kjer nimamo niti osnovnih stvari dorečenih, kjer se včasih zdi tudi meni osebno, da živimo brez enih vrednot, da živi vsak samo zase. Ne, in če živi vsak samo zase, da je, kot sem rekel že prej, ne, da smo individualisti, da je vsak svoj individuum in da nobenega občutka skupnosti in da je nekdo za tabo, ki ti pomaga, ne, ki je s tabo tam, kjer si, ki te podpira, ne, ki ti pomaga iti naprej v dobrem in rast v dobrem, v tvoji človeškosti, potem je to eno zelo nemirno življenje. To so nemirni časi, ne? To so, ker vsak kar po svoje, ne? Ker niti osnovnih zakonov narave skoraj ne več spoštujemo. Ne? To je problem našega časa, problem časa, v katerem živimo. Zato je ta čas nemiren, ker imamo generacije ljudi, ki so zmedeni, ki so zgubljeni, ne? Ki iščejo smisel in ga ne najdejo in ga v tem svetu dejansko ne moreš najti, če ga iščeš. Torej imamo preveč izbire, danes smo lahko karkoli si zamislimo. Ja, nekaj tazga, ja. Pač ta fluidnost, ne? Fluidnost družbe, brezbrižnost tudi na nek način, brezbrižnost do božjih zakonov, do naravnih zakonov in tudi do sočloveka, ne? Da v bistvu mi že skoraj vzgajamo ljudi zato, da so brez identitete. Tako ne obstaneš, ne moreš iti tako naprej. V kakšnem smislu mislite, da jih vzgajamo, da so brez identitete? Ja, da si lahko vse sam zbiraš, ne? Da je prost trg, ko ste rekla prej, ne? Da vse ti je na voljo, ja, niti vse na voljo. Na voljo ti je tisto, kar je dobro in pametno, ne? Tisto, kar ti koristi tebi kot osebi. In tudi, če se ti neka stvar na začetku zdi, da ti koristi, ni muzda ti, ne? Ne znamo razmišljati, ne znamo uporabljati razuma, ki nam ga je Bog dal, zato da bi ga uporabljali in videli stvari tako, kako so. Kaj je to jezik ljubezni?
Torej, jezik ljubezni, tu mislim, da se spet nanašate na tisti intervju na RTV-ju, torej sem citiral tržaškega škofa, ki je papežu Frančišku rekel, da Bog ne govori ne slovensko, ne italijansko, ampak govori jezik ljubezni. Jezik ljubezni je tista zapoved, ki smo jo že tolikokrat slišali, ljubi Gospoda svojega Boga s srcem, s dušo in s mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Torej, jezik ljubezni pomeni, da ljubiš Boga, ljubiš bližnjega in ljubiš sebe. Ker če ljubiš Boga, potem ljubiš tudi bližnjega, ker ga moreš, ker drugače ne gre in moraš na koncu na prav način ljubiti tudi samega sebe. Ne moreš brez tega. Ker Sveti Avguštin, mislim, da pravi, tako lepo pove, kako lahko trdiš, da ljubiš Boga, ki ga ne vidiš, ne ljubiš pa bližnjega, ki ga vidiš. Potem je tvoja vera ena laž. Tvoja vera se mora vedno kazati z ljubeznijo do bližnjega. In če imaš svojega bližnjega rad, imaš rad na koncu tudi samega sebe. Ker se pravi, mi živimo v skupnosti, nismo individuumi, nismo vsak zase. Naša osnovna ali pa temeljna poklicanost je, da se ljubimo, da se spoštujemo, da se podpiramo v dobrem, da si pomagamo k temu dobremu. To je jezik ljubezni, da bi se ljubili in spoštovali med seboj, ljubili na Kristusov način. In to je zelo tako konkreten način. Torej, beseda ljubezen v grščini se imenuje agape. To je ljubezen, ki se žrtvuje, ki se daruje, ki ne išče svojega, pravi apostol Pavel, ki vedno išče to, kaj bo najboljši za drugega. Kako bom drugemu najboljši pokazal svojo ljubezen in mu na ta način pokazal tudi, da ga Bog ljubi. Ker Bog ljubi tudi po ljudeh. In to je zelo važna stvar v današnjem času. Ja, zdi se, kot da so to vrednote, ki so nekako že minile, kajti fluidnost, ampak se fluidnost je nekaj, kar nas ves čas preveva, ves čas se svet spreminja, gremo malo gor, malo dol. Ne, seveda, absolutno. Ne, samo, veste, če nimaš ti na prvem mestu tega, kaj bo dobro za drugega in za bližnjega, potem se ti začne rušiti stvar. In danes smo pač v takem času, kjer gledamo res, kaj je najboljš zame. Nisi samo ti. Ampak se težko je vedeti, kaj je pa dobro za drugega. Mislim, sej tu je potem tista umetnost, da znaš prav presoditi, kaj je za bližnjega dobro. In potem tle nam, mislim, vsaj kristjanom nam lahko malo pomaga to, ta naša vera, ki pač dobro je za bližnjega tisto, po čemer bo on spoznal Boga, po čemer bo videl, da ga Bog ljubi. Tisto je potem dobro tudi za njega in tudi zate v končni fazi. In kako nas Bog ljubi, sem pa že povedal. To je pač na konkreten način, s konkretno ljubeznijo. Recimo zdaj, prej sva govorila o osamljenosti. Kaj je jezik ljubeznja? Tudi to, da se recimo zdaj, ko bi v prazniki, da se posvetimo tem ljudem, ki so osamljeni. In ti osamljenosti ni malo, je zelo veliko. Med starejšimi in pa tudi med mlajšimi. Torej, da si vzamemo čas, včasih se posvetimo toliko enemu zunanjemu blišču, da potem na tisto, kar je bistveno, pozabimo, na to, da si je pač treba vzeti čas in se usesti, odložiti telefon in drugemu človeku pogledati v oči in ga vprašati res iskreno in srca, kako si, kako se počutiš, povej mi kaj o sebi, mislim tako, da tudi človek govori, to zelo veliko pomeni, da imaš nek odnos, nek stik z drugimi. To so pač taki konkretni primeri, kako izkazovati ljubezen, nič težkega za reči. Ampak v današnjem času v bistvu terja kar napor in celega človeka in skoraj malo da ne že načrtovanje, da si za drugega vzameš čas. Pa tudi, če se potem preveč razdajaš, pa verjetno potem hitro narediš škodo svojim najbližjim. Seveda, absolutno. Pač treba je prav v miru. Samo če bi nas večina, recimo, se trudila tako, je dosti lažje. Dosti stisk bi po moje tudi rešili od naših bližnjih, od ljudi, ki nas obdajajo. Vrniva se še malo na vaše otroštvo. Kako ste odraščali? Torej, doma sem zmerna pri Gorici, to je tik ob meji z Italijo, imamo hišo 100 metrov od meje, tako zelo blizu Italije. Lepo otroštvo sem imel, imam enega mlajšega brata, doma smo bili, v šolo sem hodil miren, potem naprej na srednji v Šempeter, pri Gorici sem po poklici naravovarstveni tehnik. Tako da v bistvu imam enega srednješolsko izobrazbo, imam enega verjetno mlajših poklicev, ki je prav poklic današnjega časa, po fakultetni izobrazbi sem pa potem verjetno nekaj, kar se šteje z enega starejših poklicev današnji družbi. In je bilo tako lepo, pač Miran je eno morda malo specifično okolje za Primorsko, tako zelo še vedno relativno tradicionalno,
tradicionalna vas, globoko povezana s cerkvijo, z vero, so tako, no. In potem, Ampak vaša mama pa ni ne, mama pa ni krščanska, verna, ja, ne, mama ni verna. verna, ni od Belokranjka drugače. Ali je pač indiferentna do vere? Ma, tako bi bilo boljše rečeno, indiferentna je. Ona pravi, da ne vemo zdaj, ali je ali ni, ne. Ona spoštuje to, da jaz to živim in tako, nima nič proti, je vesela, da sem jaz vesel, ampak se pa ne za to nič poglablja, ne. Tista, Ne hodi, niste jo prepričali, da bi hodila v cerkev? ne, pride vsako toliko. Ja, Ampak zaradi vas. tako, izkaže ljubezen na konkreten način, torej pride k maši za praznike in tako, zdaj, ko sem imel te novomašne slovesnosti, je bila vedno zraven, vse, in ni problem njej to, ne, ampak nima do tega nekega odnosa. Tem, ko tata, on reh maši tako za praznike, pa brat tudi. No, ona vse, vsako nedeljo, no, tako redno, je še bolj po starem prav vzgoja, ne, videti, skrasa doma, tako da sem povsod pomalo in potem nekako, imam se za Primorca, ne, sem zmerna in tam izoblikujeti identiteto, če živiš tako blizu meje, ne, tudi vse te preizkušnje, ki so jih moji rojaki dali skozi, tam ob meji v prejšnjem stoletju, izoblikuje ljudi, izoblikuje mentaliteto, ne, moraš, če želiš stati, moraš vedeti, na čem stojiš. Ne, in moraš imeti eno jasno izoblikovano identiteto. In to mi je moja domača vas ali pa moje otroštvo tudi dalo, ne, da veš, kaj si, na čem si in zakaj si tako, ko si, in si na to tudi ponosen v končni fazi. Ne, ker imamo na kaj biti ponosni. Mislim tako, če pogledamo zgodovino, ne, zelo dolgo zgodovino kraja, iz katerega izhajam. Kaj pa potem, ko ste tako odraščali, pa morda tiste prve zaljubljenosti, ste se temu uprli že takrat ali ne? Kako ste se pa s tem soočali? Torej, vam povem po resnici, ne vem, če sem bil kdaj pravzaprav zaljubljen, mislim tako prav zares, ne, je bila kakšna simpatija, ja, tu gotovo, se mi zdi, da mi je bilo to malo prihranjeno, ker nisem prepričan, če bi se lahko res sem srcem odločil za duhovništvo, če bi kdaj v življenju bil prav tako v rožicah in zaljubljen in tako, ne. Ampak pač se s tem, ko bi rekel, vse v srednji šoli, v bistvu sem bil toliko razcepljen, vsaj prvi 2 leti med tem, kaj zdaj narediti, ne, in tu se otepal tega klica v duhovništvo, da se z drugimi stvarmi nisem niti ukvarjal. Zakaj ste se otepali? Ja, prva taka, ki ti pride, je celibat, ne, torej to, da boš bil celo življenje sam pod navednicami, moraš pač tu si nekako vrednotiti in rešiti in sprejeti, no, se mi zdi, je to prva stvar, s katero se vsak, ne. A ni to malo huda žrtev? Zakaj mora biti še vedno tako? Meni se ne zdi. Torej, v bistvu se mi zdi, da pomaga. Vidim, no, koliko več cajta imam potem se posvetiti ljudem, mladim in tako, ne. Ne vem, ob petki zvečer, ko imam mladinsko skupino, bi težko s tistimi mladimi tam do polnoči klepetal in imel, ne, te pogovore in večerjo in tako, ne, če bi imel doma ženo in otroka, ne. Ampak po drugi strani pa dobiš več izkušenj takih, da lažje razumeš, kaj so resnični izzivi ljudi. Tu gotovo, samo veste, če si v stiku z življenjem, če si v stiku z ljudmi, če imaš zaupanje od ljudi, potem tudi vidiš, ne, stiske ljudi in jih razumeš, ne, kaj ti povejo, ne, sej v bistvu oni ljudje te dosti naučijo, če pustiš, če se pustiš dopovedati, no, tako bom rekel. Tako da, mislim, je žrtev, po drugi strani je pa tudi velik blagoslov, ker si lahko popolnoma Kristusom, potem zato tudi popolnoma od vseh, ne. Nimaš težav potem komorkoli iti, s komorkoli se pogovarjati, ker prideš domov in potem pač veš, da tam ni nobenega, ki bi te čakal, ne, za katerega bi mogel zdaj še tam poskrbeti, ampak si res lahko popolnoma za druge, ne, popolnoma odprt za ljudi, ki te obdajajo, ki te iščejo in si jim vedno na voljo, ne. Tako da v bistvu je žrtev, ampak je žrtev, ki je blagoslovljena, ki prinaša tudi velike sadove, ne. Recimo s kolikimi mladimi se letos ukvarjam, ne, bistveno večjimi, kot če bi imel svoje otroke doma, 2, 3, 4 ali kolikor bi jih pač bilo, ne. Torej je to prevladujoče stališče tudi med mladimi duhovniki, da celibat je nekaj, kar je torej jaz nisem slišal še nobenega, ki bi rekel, da bi bil za ukinitev. Niti se noben ne sprašuje. Torej tu se mi zdi, da je vprašanje bolj
za tiste, ki tega ne živijo oziroma ki od zunaj opazujejo, kako to izgleda. Za nas, ki se za to odločimo, ki živimo duhovniško življenje, se mi zdi, da ni vprašanje. Je izziv, ampak ni za to vprašanje smiselnosti. Je smiselno. No, ampak to je pa bila prva dilema, ko ste razmišljali. Seveda, ker je najbolj naravno, da si človek želi družine, ne? Da si želiš imeti nekoga ob sebi in otroka in tako. Vse to je naravna želja, ni nič, kar bi bilo skrehano z logiko. Ne? In zato moraš pač s tem nekako opraviti. No? In potem, ko sem se, ko bi rekel, ko sem tu razčistil, da uredi, no, pa sej si pa potem med ljudmi, pa si v polnosti tako za ljudi in za druge, pa tu tudi lažje nekako sprejmeš tako. In potem je bila še kakšna dilema naprej? Ko ste odraščali in se soočali s tem, kaj boste? Potem za časa srednje šole niti ne več, tako sem bil kar odločen. Potem semenišči, v semenišči pa gotovo pridejo preizkušnje, pridejo vprašanja, jaz zdaj to zame, ni zame, kako bi bilo, in tako. Pa to je normalno, ker tu potem se tebi poklic in klic tudi se ti prečiščuje. Prečiščuješ, zakaj sem se za to odločil, kaj je zdaj tisto, ali pa kdo je tisti, zaradi kogar sem se odločil, je Kristus. Terja neka žrtva, neka odpovedi, tudi malo prilagoditve. Moraš tudi pustiti, da se to oblikuje, da se lepo, ko bi rekel, da pašeš tu veliko stavbo, ki se je vzida v duhovnem pomenu. In je potem za tak karakter, ko sem jaz zgovoren in tako malo trmohlav in svoj, je potem to malo težko. Ma se da, moraš biti dovolj mehek, da se to oblikuje. Gotovo ena taka preizkušnja za časa mojega študija je bila, ko sem padel letnik, 3. ali 4. letnik, se niti v bistvu ne spomnim točno, sem padel, ker nisem dovolj redno opravljal izpitov na fakulteti, sem bil len. In me je potem tisto enkrat se kot bumerang vrnilo in sem izpite iz Svetega pisma pocepal. No, potem sem bil v bistvu, potem, ko zdaj gledam nazaj, sem zelo hvaležen, da se je to zgodilo, ker sem se zelo poglobil v Sveto pismo potem zaradi tega, ker sem mogel bolj študirati. In tako da zdaj, ko se recimo na pridih pripravljam, mi pride tisto zelo prav, da sem se mogel tako. In potem vidim v bistvu tudi, kako je Gospod obrnil dobro in v drugo stvar. Imam talent, da si pomnim zelo dobro stvari in si zapomnim dosti podatkov in tako. In v bistvu jih je potem uporabil, tam sem bil len, ker drugače bi jaz tisto pač malo naštudiral, šel na izpit in bi bilo to. Tako sem se pa mogel res potruditi, ker sem imel občutek, da ne znam in sem si bistveno več zapomnil. In me je potegnilo, me je zanimalo in sem na koncu tudi potem iz tega pisal magisterij, iz Svetega pisma, torej oziroma diplomu magisterij, se je eno in isto. No, saj te svetopisanske zgodbe niso najlažje za razumeti, zdi se tako dolgo časa nazaj so bile napisane, morda bi terjale malo prilagoditve, da bi jih lažje razumeli, še posebej danes, ko je znano, da nam ta koncentracija pada, ko nismo več sposobni brati toliko morda med vrsticami. Kako pa gledate na to? Torej, zdaj jaz bi rajši rekel, da terja razlago, prilagoditve. Torej, jaz recimo mladinsko skupino, ki jo imam vedno tako, da preberem evangeljski odlomek, te prihajajoče nedelje in ga razložim. Ga razložim na način z besedami, ki jih mi danes razumemo. Ker so noter podobe v evangelijih, ki so jasne človeku tistega časa, v katerem je bilo to pisano. In če želiš prav razumeti Sveto pismo, Nove zaveze, evangelije, in tako moraš tudi malo razumeti starozavezno odzadje in neke podobe, in te navade judovskega naroda takrat, ali tudi kakšne stvari, ki so še zdaj na Bližnjem vzhodu prisotne, torej neko simboliko zadej, ker imaš recimo prilika o izgubljenem sinu ali pa o usmiljenem Samarijanu. Vsak jo bo razumel, ki je univerzalno sporočilo, veš, kaj ti hoče sporočiti. Ma potem, ko se poglobiš v simboliku, ki je v tem noter, potem se ti pa začne odpirati. Pa vidiš še druge plasti te zgodbe. Prodiraš v globino, v stvari, ki so globoko pomenljive za človeka. Naprimer, to pa so. Naprimer, mu je dal prilika o izgubljenem sinu, mu je dal prstan na roko. Prstan je znamenje moči in oblasti. Tega niso imeli sužnji, to ima gospodar, še danes imajo prstan škofje recimo, ali pa papež, to je pečatni prstan, torej tisto, kar pušča, ki ti daje oblast, ker pusti pečat,
Ne, vidite, in potem razumeš, ne, torej Bog je tega tu človeštvo, ki je zatavalo, ali pa tudi posameznika, ki je zatavalo, je vzel nazaj in mu spet dal mesto, ki mu ga je pripravil, ne, to je, da bi bil gospodar stvarstva, ne, da bi živel, ne, da bi gospodaril na pameten način, na božji način. Ne. In potem vidiš, ko to razumeš, ne, se ti tudi dosti drugače, ne, ali pa mu dajte sandale na noge. Ja, sandalov niso nosili sužnji, so nosili svobodni ljudje. Ne, torej, Bog želi človeku svobodo, ne želi, da bi bil sužen sebe, svojih strasti in greha, ampak da bi živel svobodno in nenavezano na vse to. Ne, in potem, ko te stvari malo tako razumeš, ne, ti ratava jasno. Ne, ali pa recimo zdaj za Božič bomo brali pred dnevni maši, bo evangelij, začetek Janezovega evangelija, ta mogočen prolog, torej vstop v Janezov evangelij, ne, ker v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog in tako naprej in beseda je meso postala in se naselila med nami. In potem, ko razumeš te besede, kaj v grščini pomenijo, razumeš tudi, kaj je Janez hotel s tem povedati. Ne, torej, Kristus je postal meso. Kakšno meso? Meso v grščini je sarks, to je meso, ki hnije, meso, ki nima življenja, ki je v bistvu tisti Janezovi skupnosti, ki je takrat živela, v kateri je on deloval, in ta beseda jim je bila nekaj hnusnega, ne? Torej pomenilo nekaj, kar se razkraja, kar ni užitno. Kristus postane to meso, to hnijoče človeško meso, zato da bi nam vrnil življenje, da bi to hnitje odpravil, zato da bi imeli življenje v polnosti, da bi imeli novo življenje, ne? Da bi spet zmogli v tem našem življenju, ki je dostikrat težko in naporno in polno trpljenja, da bi imeli eno kvaliteto življenja. Ne? Potem, ko te stvari razumeš, ti že drugače odzvanja, pa tudi simbolika jaslic, ki jo bomo imeli zdaj, ne? Luko evangelij. Ne? Torej, kako recimo evangelist Luka vse to umesti v čas in prostor, ne? V času cesarja Avgusta, ne? Ko je Siriji vladal in Kvirini in tako naprej, ne? Ko on tu vse umešča. Ne, torej Kristusovo rojstvo se je zgodilo v enem prostoru in času. Bog je iz te presežnosti popolno vstopil v človeški svet, zato da bi ga posvetil, da bi ga spet naredil božjega, da bi mu vrnil eno kvaliteto, ki jo je zgubil, ne, zaradi človeškega greha. In potem, ko te stvari, mislim, tako malo se tu poglabljaš, razumeš, tudi drugače vidiš. Jaz vidim tem mladim, se tudi na škofijski gimnaziji, potem si kdaj prvoščim, kakšen odlomek razložim, ne, potem to gledajo z tako velikimi očmi, ker jim pač pove stvari, ki so jih že tolikokrat slišali, na en drugačen način in malo razložiš in potem, ko začne vstopati v globine evangelijev, ne, ali pa božje besede, se jim odpirajo novi svetovi, ne, tudi eno novo razumevanje tega, kaj nam zdaj vera sploh poskuša povedati, kaj nam Bog sporoča, ne, kaj cerkev poskuša povedati človeku. Samo zato pač moraš biti na eni strani morajo biti poslušalci odprti, na drugi strani moraš pa ti tudi toliko vedeti ali pa se najprej ti malo poglobiti in odpirati. Ne. In to mi je potem omogočilo, to mi v bistvu omogoča tudi, da sem takrat padel letnik. Pa recimo apostol Pavel tudi še to, da zaključimo ta svetopisanski del, ljubezen, ne, on tam se poznamo vsi, ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel nisem nič in tako naprej, ne. Ljubezen se ne napihuje, ne išče svojega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice, ljubezen nikoli ne mine, ne, veš. Ker razumeš, kaj apostol Pavel smatra pod izrazem ljubezen, potem razumeš tudi, kaj je zdaj ta odlomek berijo vsi za poroko, ki je romantičen. Pa ta romantika, to ni romantika, tam uporablja spet isto besedo, ki sem že prej omenjal, agape, to je konkretna, darujoča, služeča ljubezen. To je ljubezen, ki ne išče svojega, ki išče vedno samo to, kaj je dobro za drugega, kako bo drugega približala Bogu, kako bo drugega osrečila, na en božji način osrečila. In kakšna je ta božja ljubezen, je Kristusova ljubezen, gre pa čez križ, ne? Gre za to, da ti umreš. Na en prenesen način bi lahko rekel, da moraš sebi umirati, svojemu egu, zato da lahko potem res zaživiš tudi z drugimi in da drugi ob tebi zaživijo. In to je nekaj lepega. In potem, ko te stvari razumeš, ko si postavljaš tudi te svetopisanske stvari v prav kontekstu, pa prav razumeš in ko pustiš, da ti razum nagovori, se ti tudi vera začne malo prebujati. No. Tako da pač se mi zdi, da je fajn, da se svetopismo razlaga, no, da se v tu vsi poglabljamo. Kaj pa pravijo o Božiču in temu času? Kdo?
Svetopismo. Ja, tu imam to klasično poročilo, verjetno najbolj sem znano, Lukov evangelij, ne, torej kako so Marija in Jožef šli v Betlehem na Judovem, Marija je bila noseča in je potem tam rodila v jaslih, ker v prenočišču za njo ni bilo prostora, ne, in potem so prihiteli pastirji in tako. Torej, to božično sporočilo ali pa ta skrivnost, ki nam je tam Luka razodeva v svojem evangeliju, je nekaj izjemnega, ne, torej ta Bog, ki gre na rob, ne, ki ne. Jaz tu sem tudi enkrat, vem, da sem tam razlagal dijakom, torej Bog, ki je vsemogočen, ko se odloči, da bo postal ustvarjenina, torej nekaj, kar je on ustvaril, ne gre v center vesolja, ampak gre v neko ozvezdje oziroma galaksijo, rimsko cesto. Ne gre v center tega galaksije, ampak gre v neko osončje, torej v neko obrobno majhno zvezdico. Ko pride sem, ne gre v center tega osončja, ampak gre na nek srednji planet, ki ni nič posebnega. Ne? Pride na ta planet in ne gre v center tedanjega sveta, torej v Rim, ampak na rob tega cesarstva, v zakotno Judejo. Pride v to zakotno Judejo, ne gre v center, v Jeruzalem, ampak gre na rob v Betlehem, ne? Torej v neko majhno mestece. Pride tja, ne gre niti v mestece, ker tam zanj ni prostora, ker ga ljudje ne sprejmejo, ampak gre ven iz mesta, na poljane, na betlehemske poljane in se tam rodi v hlevu in je položen v jasli, ne, torej v tisti prostor, odkud žival je hrano. In je to torej izjemna simbolika, ne, in potem Marija ga povije, ga tesno povije, ne, torej koga so še povivali? Ja, mrtve, ne, in potem ga položi v jasli, ki jih recimo na vzhodu pravoslavci upodabljajo kot tako črno luknjo, ne, torej ga položi v grob, je že to napoved tega ustajenja, ne, torej tega, da je Kristus prišel zato, da umre in ustane od mrtvih. In potem prvi prihitijo k njemu pastirji, ne, torej spet najbolj obrobni člani naše družbe, ne, tedanje družbe. In vidimo, da pač Bog si želi v tem svojem prihodu na svet zaobjeti vse ljudi, torej ves svet, vse stvarstvo. Ne, in zato gre na rob. Bog gre vedno na rob, zato da bi vse pritehnil k sebi. Ne, in postane človek tam nekje na robu, ven iz vsega. In potem imaš še tam recimo iz Matejevega evangelija tu veliko ponižnost teh modrih z vzhoda, ne, mi jih poznamo, kot svete tri kralje, Gašper, Miha, Boltežar, ki pridejo oddaleč, ker so v stvarstvu prepoznali neka znamenja prihoda enega velikega kralja, ne, in pridejo tja k njemu in ga počastijo. Ne, torej te, ki so takrat verjetno posedovali vse znanje in vso modrost tedanjega sveta, torej neko matematiko, fiziko, astronomijo, ki so se s tem, predvidevamo, da ukvarjali, padajo pred tudi dete, ki je tam v jaslih. Ne, in pač vidiš tudi eno veliko, so simbole na ponižnosti človeka pred Bogom in človeškega razuma pred Bogom, ne, ker človeški razum nas lahko tudi pripelje do Boga, ni ovir za to, ne, saj nam je od Boga dan. Ne, in pač se mi zdi, da celotna ta božična zgodba je pravzaprav eno veliko sporočilo upanja za človeka. Lej, Bog te bo poiskal in te bo iskal ne glede na to, koliko daleč si, ne glede na to, koliko zaluteš. On te bo iskal, ne bo ta silu, da priješ k njemu, ker spoštuje tvojo svobodo. Spoštuje to, da si sam zbiraš, ali boš z njim ali ne. Ampak te bo iskal in te bo čakal in v prvem trenutku, ko se boš obrnil, on že tam in te bo sprejel. In smo spet v priliku o izgubljenem sinu, da bo oblekel, ti bo dal prstan na roko in sandale na noge in zaklal pitano tele in se veselil. Ne. Torej bo veselje, ne, na tem, da si prišel spet k njemu. Je Bog torej tudi intuicija? V smislu? Nekaj, kar je v tebi, kar te kliče, vodi, je to nekaj, kar bi lahko usporedili z božjim klicem oziroma z nekim klicem dobrega v sebi. Torej, gotovo, ne, lejte, ena pesem, vem, da je razum ti pravi, narava ti kliče, ne. Torej, že če se malo bežno ozreš okrog sebe, jaz mislim, da ti mora nekaj v tebi se zganiti in reči, ja pa očitno, pa nekaj mora biti, ali pa nekdo mora biti, ki je vse to ustvaril. Torej, nemogoče je bilo vesolje in vse tako razumsko ustvarjeno. Ne, in jaz mislim, da itak vsi ljudje smo, ker smo vsi Božja podoba, si veren, nisi veren, jaz vsakem vidim Kristusovo podobo. Smo ustvarjeni zato, da delamo dobro in želimo drugim dobro. Ne, nobenemu nočemo, ne, mislim, se mi zdi, da človek po naravi je dober, potem ga malo ovira tu pač greh in tako, ne, naša človeška slabost, ampak v sebi imamo tudi, da iščemo dobro. Ne. Na koncu, če greš
dobro do konca, po tej verigi vzrokov, nekako boš v enem trenutku, po mojem, boš trčil do Boga, ne, se to v končni fazi že Tomaš Akvinski ugotavljal v 11. stoletju, ne, da torej te prvi vzrok, ne, prvi gibalec, ne, na koncu je vedno Bog, ne, in vsi imamo tudi, ki imamo vest, ne, sej mislim, da kardinal Rahner pravi, da imamo ogromno pokojni že, da imamo ogromno anonimnih kristjanov, torej ljudi, ki v bistvu čisto krščansko živijo in se tega niti ne zavedajo, ker imamo v sebi tudi, da delamo dobro. Sej noben noče drugemu slabega. In potem je problem vse družba, okolje in te stvari, ki nas malo zavedajo, da potem preveč začnemo nas gledati in premalo na druge, ampak jaz mislim, da v sebi imamo tisto temeljno dobroto in iskanje dobrega. Ne? In če greš do konca, trčiš Boga. Dobro, najlepša hvala, gospod Kovič. Želim vam uspešno delo z mladimi in v vaši župniji. Hvala za povabilo. Hvala vam za poslušanje in spremljanje. Se vidimo naslednje leto.